način. Dobra fora. Dober letnik. Sem Davor Tavčar iz Škofje Loke, konkretno s Puštala. Star sem 54 let, pa kakšen teden. Po poklicu računalniški programer, ljubiteljski basist v enem bendu tam našem lokalnem, Chat Noir. Oče 4 otrok, mož. Vizualno si tako jaz predstavljam basista. Tako da, Je to zadnje leto dni, ki sem si tole pustil. Evo ga, vidiš. Stisnjene usta pa glavo naprej. No, anyway, korona. Kako se je pri tebi vse začelo? S klicem NIJZ, da je mama pozitivna. Aha. Čez 2 dni je bila žena, bolna, so šla testirati, pozitivna, pa 3 dni sem bil jaz čuden, se grem testirati in tudi pozitiven. To se pravi, 24. septembra je bila mama, 29. jaz, vmes je bila pa Špela, bila pa 26. potrjena in pol smo bili 34 dni v izolaciji. Vmes je bilo marsikaj, 12 dni je bilo kilo na dan minusa, se pravi 12 dneh sem 11 kil skušal. Spomnim se vse skozi meglo in če ne bi vsak dan zapisal vsaj nekaj vrstic v dnevnik na Facebook, sploh ne bi vedel, kaj se je v resnici vmes dogajalo. Kako pa je bila dinamika, tako je bilo hardcore ali je bilo? Od začetka je bila kot ena hardcore gripa, ja, dejansko zbit, brez vole, brez moči. Voh mi je pobral, po moje, tam en 3., 4. dan. Okus sem pa sicer imel, dobrega, tako kot za vse stvari, vendar vse je imel okus po žajfencah. Jedel sem lahko samo mandarine, ampak vsaka mandarina je imela drugačen okus. Dinamika je bila pa ena taka, od začetka je bilo, se pravi, to bolečine za očmi, prav take, kada ti hoče oči ven poriniti. Pol tinnitus, ta je bil še najhujši. Tinnitus je bil pa tak, da če je eden rekel dober dan, je bilo približno tako, kot bi te en z macolo vžgal s 3 koncev, s pol sekunde zamika po glavi. To je težko opisati, ampak kot bi po zvonu tolkel, približno tako se to sliši. Pol, ne vem, gre sosed in kosi vrt dol od spodaj. Ti pa nimaš niti toliko moči, da bi se zvlekel do balkona, pa bi mu zagnal nekaj dol ketno, da se mu zaplete karkoli. Obupa, ne. Kako pa žena ima kakšne posledice? Ma tudi še skozi. Pincetni prijem ima problem, težave s koncentracijo še vedno. Obema so se nama zrečili lasje. Jaz sicer uspešno prikrivam s tem, ker se jih na kratko strižem. Žena je pa rešila problem z raznimi temi pomagali in so ji zdaj spet nazaj začeli rasti, so se ji zgostili. Drugače so se ji pa zelo zrečali. Obamova blazne težave s kondicijo, kakor ne vzpostava te fizične kondicije, psihične, tudi zelo težko. Recimo, zakaj je danes prišla z mano? Ker se jaz sam ne upam peljati v Ljubljano. Ker mi pade koncentracija, jaz, če sem za volanom, začne glava po svoje delati, ne vem več, da vozim. Če pa ona zraven, je pa stalno neka komunikacija in to pol pomaga, da zadeva gre. Se pravi, še zmeraj 9 mesecev kasneje ne veš, da voziš? Ja, v nekem trenutku ti zmanjka ta podatek v glavi in začneš gledati okoli. Olej, koliko ima one lepe rumene očala in si druge. Recimo za mene je to največji strah, da za moje delo takole ne bi mogel biti glih zdaj kle 12 ur in tako. Kako je pri tebi z utrujenostjo? Jaz sem programer računalniški. Pred korono, recimo aprila, sem delal, ker je bilo treba spraviti eno firmo 100% na internet, sem delal 280 ur. Zdaj zmorem 3 ure na dan, največ. Po 3 urah sem toliko izmučen in enostavno brez energije, ne vem, kaj bi mi en elektriko izklopil ven. Shutdown. Shutdown, čisti. Hodim na nevrološko kliniko, na terapije, vsak teden.
da mi poskušajo vrniti to sposobnost koncentracije pa to kondicijo, a ne. Sam se matramo že od marca recimo, a ne, pa saj je napredek, da se razumemo. Jaz sem recimo šel iz 2 ur na 3 ure zdaj v tem času, ampak še zmeri pa to rečemo premalo za en resen programerski del, a ne. Poskušal sem z raznim variantam, z raznimi fintam, z raznimi treningi, probal sem CBD, šel sem k bioenergetiko, roke so mi polagali, hodil sem na meditacijo, poskušal sem, licenciral sem za 100 evrov programov na telefonu, da delam vaje vsak dan. Prav te vaje, ki so namenjene temu, ki so jih psihologi razvili, pa psihiatri, da bi izboljšal to kondicijo, pa zelo počasi gre. Ampak, ko si hotel na 3 ure, a si pa je mogel več spati zaradi tega? Ne, v bistvu je tako. Recimo, jaz sem konkretno ta teden, ki me je psihologinja rekla, da je probi več, pa bomo videli, kaj bo, sem recimo v sredo probal in sem potegnil na 4 ure in je šlo. Vendar, po teh 4 urah sem imel tako meglo v glavi, da ko me je Špela žena vprašala nekaj, ne vem, v zvezi s kosilom, sploh ne vem, kaj sem ji odgovoril, sploh ne vem, kaj me je vprašala. In ona že ve, prepozna znake, aha, v redu, in pol me pele kot telička za roko, v sece in pol, ko vidim krožnik, dojamem, pol pa začnem jesti. To si ne predstavljaš, to je, ko bi vse pozabil, prav dejansko vse pozabiš, možgan noče delati, reče, v redu, stari, ti si mene zlorabil zdajle dodatno uro, evo ti ga na, konc. In tudi recimo, probal sem take finte, ne, sem delal 2 uri, pa sem šel za 1 uro malo Soro gledati, mi imamo čudovito okolico tam v Puštalu, sotočje obeh Sor in sem to počel veliko, ne, sem šel okoli uro, 2, sem prišel nazaj, pa sem recimo prej 2 uri delal, pa sem pa lahko delal še največ 1 uro, ker se ko bom pa po fazah delal, bom cug naredil, 2 uri že nekaj naredim, pa pol malo pauze, pa spet pa bom spravil teh 8 ur šihta, če tako rečeva, v dnevu skozi, ne. Ne. Ker je bilo tako, 2 uri, 1 uro, 15 minut, šluz. Ni šanse. Pri meni je to dejansko problem ta, da če spelem te 4 ure, pa jih lahko spelem v resnici, vendar sem pol 2 dni za nič. In naslednje 2 dni ne morem nič narediti. Vegetiram, grem na kavo, poslušam muziko, berem stripe, včasih celo vem, kaj sem prebral. Glejte, to je zdaj 9 mesecev. Jaz sem v bistvu 9 mesecev že na bolniški tudi zaradi tega. Ne. Imam pa že izvid psihologa, v katerem piše, da bojo terapijo izvajali na meni še najmanj 3 mesece. Tako da zdaj računam, da bo zdravniška komisija to upoštevala, pa mi tudi za toliko časa še podaljšala. Načeloma podaljšujejo te bolniške nad 30 delovnih dni, ki jih mora delodajalec sam pokrivati, to se pravi, v mojem primeru si moram sam pokriti prvih 30 delovnih dni, a ne. Od takrat naprej pa pol pač iz skupne blagajne to gre, se pokriva, vendar je problem tak, ker se to podaljšuje po 1 mesec, si na koncu stalno malo strahu. A bojo podaljšali, nove podaljšali, komu naredili, če nove podaljšali, čak 4 otrocov. A imamo mi še nekaj, a si lahko še sposobno, a imajo tvoji še kaj, a ima moja mama še kaj, a bolj, ne bolj, ja ne, bomo že nekaj, lej, bomo pa pač, ne vem, boš ti prodal še eno kitaro, ne, pa dobro, se imam samo še eno, ja no, boš pač še tisto eno prodal, sej se da, sam ta psihoza pa nima lih najbolj pozitivnega učinka, ne. Zaradi tega, jaz se res trudim, da bi čim prej se vrnil nazaj. Najhujše, ker ti si se učil na svojemu primeru, jaz se na tvojemu, mislim, ok, kaj bi meni rekel, ne, jaz se nisem cepil, ker sem eden tistih, nisem proti, nisem za. V bistvu te izkušnje ne želim nikoli več podoživeti. Na noben način, če se le da. Ne vem, jaz se zaupam znanosti, vem, da ne gre tukaj za neko mednarodno zaroto, big pharma, da bomo pa mi potamanili pol človeštva, da v plec. Kdo pa pufe plačal, kaj vam ne jasno zdaj? Halo, lej, ne, a ne. In jaz vidim vseeno znanosti rešitev. Sem marsikero gripo prebolel v stoje, pa tudi kakšno pljučnico, pa z lahkoto tole. Šans. Se pravi, si se že cepil? Ja. Jaz sem 2-krat cepljen.
Tim Astra iz Zenice. Pač ta cepiv je takrat bil, se rekel, takoj podpišem čim prej in sem prav težko čakal, da pridem na vrsto, sem imel v bistvu srečo, da sem res takoj po pol leta ali še nekaj več, koliko je bilo. Prvo rundo, pa pol takoj še drugo rundo. Kako pa je bilo preden si imel korono? Ja. Si bil kaj skeptičen, ne? Dokler ni bilo enih resnih primerov, ker vedno je bilo tisto, pa kakšen ga poznaš, da ima korono, pa kakšen ga poznaš, da ima korono. Noben ga poznal. Potem pa slišim, da nekje v naši vasi nekdo ima korono, ampak jih je bilo to sram povedati, ne, ker to je približno tako, če imaš picajzle, veš, sorry, ne. Taka mentaliteta je bila, oziroma je morbiti še. Zato sva midva takrat, ko smo mi fasali to reč, sva takoj javno objavila, takoj povedala, mi imamo korono. Vsak dan sem pisal, ker sem pač se zbral toliko, da sem eno fotko naredil, pa napisal 3 vrstice, zato da so ljudje vedeli, da se to res dogaja. In potem so ljudje vedeli, pismo, tačen ima korono, se ga poznamo, se veš, občinski svetnik, pa ki se skozi ven meče, basist, itak me vsi poznajo, pač v našem kraju, ne. In potem so pa ljudje dojeli, fakt, to pa mora biti res, ne. In potem so začeli 3. dan, ko so bila midva doma, oba že bolna, pred vrati lonc sveže skuhanega segedina, vreča s pomarančam, kuverta z denarjem, še danes ne vem, kdo je dal, prijatelje je podpisan, če se najdete, prosim, piknik bo vsaj to. In pa so rekli, nekaj prav delava, kljub vsemu, da so zdajle vsa nikakva, pa zmatrana, pa vse ljudje štekajo, ne, razumejo, da pač ta informacija, ki so jo dala ven, ful pomembna in so se začeli zavedati. Ker prej je bilo v štacunah, si šel zelenavo kupiti, tak, vsak je vse prešlatil, maske so imeli, ne vem, namesto modrca za podbradek, Ljudje niso razumeli, da vseeno so ti ukrepi za to, da mi probamo tega sovražnika, ki ga ne vidimo, ki ga ne poznamo, ampak iz rezultatov vidimo, da tukaj je, da se dogaja, da ga probamo pač zajeziti, ustaviti, omejiti, da nam čisto vsi pocepali. Sej res, 80 ali pa celo 90% okuženih gre takole čez. Dvakrat pokašljam, to je to. Najni otroci, recimo, ta mala 2 poba sta en dan imela 37 vročine, to je bilo to. Se pravi, je prav tole loterija. Čista loterija. Pa smo bili v istem prostoru, ko smo v mansardi, midva sva skozi z maskam hodila not, pa se merkala, pa ni bilo dotikov, nismo se več objemali, nismo se več ljubčkali, nič. So držali distanco, ampak vseeno, če je to airborne prenos, če to gre po luftu, so dobili. Ja, ni tako smešen, ne. Mislim, da je to vse, a ne? Sem pa res že, malo pa že čutim tole. Si že težko zvedel. Vidim, recimo si ponovil enkrat celo stvar, ki smo že in sem rekel, vidiš počas, ne, mislim obraten moramo, dajmo še 2 ure, a veš. Super je bilo. Hvala. Selfie smo dolžni. Ja, odzun. Ja, odlično.